Matos in Janša vendarle bosta pri levem polu ves čas vzbujala sum, da vse, kar se na policiji zgodi, pristane v telefonski slušalki Janeza Janše. Z tega vidika je Franci Matos tvegana izbira za notranjega ministra. Je neke vrste rdeča cunja za recimo razne kolesarje. Sploh še, če bomo prišli do točke, ko jih bo treba morda miriti s kakšnim vodnim topom. To je Tedenski safari, podcast za leve in desne, pa tudi leve in besne. Ja, in ta teden nas še posebej aktivno spremljajo ministri, bodoči ministri, ki se sprašujejo o okostnjakih na svojih ministrstvih. Z nami je Branimir Štrukelj, ki se sprašuje, katere vse njegove prihodke bomo še razkrili. Ja, pa Zoran Janković, ki vse bolj s tresočim pogledom pogleduje proti lokalnim volitvom in skrivnostni 51. glas za Janeza Janšo. Kaj ne, Mirko? Ne? Tako. Imamo potrjena imena ministerskih kandidatov, že v ponedeljek se začenjajo zaslišanja pred odbori državnega zbora in njihova prisega bodisi v četrtek ali v petek naslednji teden, torej lahko rečemo že zdaj, 16. slovenska vlada bo očitno nastala uradno 4. ali 5. junija 2026. Ja, torej točno 4 leta in en dan po tisti Roberta Goloba, zanimivo. Mislim, da je 3. če se ne motim, je 3. junija prisegla vlada Roberta Goloba leta 2022, tako da tudi recimo in Peter, simbolično. Veš, na kaj velja biti ponosen tokrat? Na to, da smo kot nišni mediji z nekaj sodelavci z precej majhno ekipo objavili prvi celoten seznam tudi skrivnostnim notranjim ministrom ured Francijem Matozom, približno 20-25 minut pred vsemi velikimi mediji v državi. Ja, in priznam, da je bilo kar dobro videti včeraj našega urednika Roka Čakša v oddaji Tarča, ko je pravzaprav on, Erik Žnidaršič povedal. In RTV povedal, kdo bo notranji minister. In nekaj minut potem, približno 6-7 minut po Roku Čakšu, so se potem mediji razpisali, pač večji portali o Franciju Matozu. Imam občutek, da so dejansko šli v akcijo, ko so to slišali v Tarči. Tako da mogoče pogledava ta klip malo včerajšnjega dogajanja okrog potrjevanja ministrov, tudi ta znameniti stavek Roka Čakša, ko razkrije zadnje 15. ime v ministerski ekipi in potem vse skupaj pokomentirava. Niso pa nas citirali. Večina to pa boli, to pa boli. Mislim, njih. Kadrovska sestava je zelo dobra in ta imena zagotovo bodo kos nalogi, pred katerimi je Slovenija. Pred nami so zahtevni izzivi, tega se zavedamo. Želimo pa pokazati, da se da, torej da se lahko Slovenija spreminja v pravo smer. Za notranje ministrstvo še zdaj ni povsem jasno, oziroma kdo naj bi ga sprejel. Po mojih informacijah, sicer nepreverjenih, je ministrstvo za notranje zadeve bo prevzel gospod Franci Matos. Kaj to pomeni po vaše in tudi to, da v bistvu je bila resnica tista, ki si na notranjem ministrstvu, da ni želela Aleša Hojsa, se pravi stranka, ki je v bistvu ni v vladi? Ja, to je zanimiva poteza, ker neka logika ostalih imenovanj je drugačna od te. Odločil sem se iz osebnih razlogov, ker menim, da sem v svojem življenju dokazal, da tudi to, bi rekel, da sem upravičen do te kandidature, da lahko nekaj dobrega storim. Vse sem dosegel, kar sem želel. In mislim, da je prav, da poskusim tudi izboljšati stvari na tem področju, ki ga dobro poznam. Ne vidite te ponudbe kot nagrado za dobro opravljeno odvetniško delo? Nikakor. Ne vem, če bova ravno začela sicer s Francijem Matozem, ampak morda en uvod, ki kaže, kako zelo hermetično je tokrat Janez Janša res zaprl vsaj imenovanje oziroma postavljanje nominacijo svojih strankarskih ministrov. Namreč primer Planet TV-ja, ki ga vodi nekdanji direktor Ukoma v času Janševe vlade, znan potem, da je dobro obveščen o internem dogajanju v stranki SDS. Imeli so v večerni oddaji Francija Matoza, ki domnevam, da so ga seveda snemali nekaj ur prej, čez dan, vendarle na ekranu je pisalo v živo, in Franciju Matozu niso postavili niti enega vprašanja o tem, da je novi minister za notranje zadeve, pač pa zgolj vprašanja glede procesa Trenta, ki je bil včeraj pravnomočno, kjer je bil Janša pravnomočno oproščen. In kjer je bil Franci Matos njegov odvetnik.
Kar kaže, ne, da na Planet TV-ju niso vedeli nič o tem, ne, in še malo huje se je na koncu večer končal za ugled te televizije, kajti usporedno je Uroš Slak pa vendarle imel Francija Matoza, ki je že govoril o svoji novi ministrski funkciji. Ne. Če se ne motim, Nemci niso celo omenjali Zvonka Černača. Tako je, celo omenili so v oddaji ob 6, da je Zvonko Černač že kar nekako samoumevni notranji minister. Pričemer Zvonko Černač sploh ne bo minister. Ne? In kar mi je še posebej zanimivo, ko gledam to ministersko ekipo iz kvote SDS, ne, je to, ne, da nekatera imena, ne, recimo konkretno Tone Kajzer, do neke mere tudi Andrej Šircelj, ne, so krožila v javnosti že dolgo, praktično od začetka nastajanja koalicije. Je bil Tone Kajzer recimo znan kot kandidat za ministra za zunanje zadeve. Medtem ko so ostala imena praktično se sploh niso omenjala, sploh niso krožila, celo krožilo je marsikaj, kar potem očitno ni bilo in tudi zato je bilo tako težko pravzaprav dobiti ta končni seznam, ker je bilo ogromno dezinformacij, ki so prihajale iz SDS-a. Ne? Verjamem, da bo šla na hitro po strankah nekako tiste glavne poudarke glede imen, pa bi rekel tako najprej pri SDS-u. Jaz še najbolj nekako razočaran, ja. Sem nad kadrovsko zasedbo največje, torej koalicijske stranke. Bom tudi povedal, zakaj. Zdaj, po eni strani lahko vidiš v tej 7-članski ekipi SDS-a neke vrste osvežitev. Tu mislim, da ni recimo med imeni Hojsa, Černača, Počivalška, kar bi recimo tudi neki dominantni mediji pričakovali od Janeza Janše. Ne? V bistvu samo Andrej Šircelj je že bil Janšev minister v preteklosti. Ne? Po drugi strani je pa silno težko reči, ne, da to, kar se je še recimo teden nazaj omenjalo, nek prehod od lojalistov k progresivcem, da je to uspelo, ma ne v celoti, ampak da je sploh uspelo. Ne? Ob Širclju, če pogledaš, ne, sva omenila že Matoza, to je tesen zaupnik, tudi dolgoletni osebni odvetnik Janeza Janše. Potem imaš diplomata Toneta Kajzerja, ki je na svoji veleposlaniški poti imel recimo karierne težave, ker je zaupne dokumente kazal Janezu Janši. Ne. Borut Rončević, solastnik Parsifala agencije, ki nekako meri za Novo TV javno mnenje, ne, predsednik nadzornega sveta RTV Slovenije v časih, ko je vladal Janez Janša. Potem Suzana Lep Šimenko, ki je iz poslanske skupine, tukaj je neka določena logika zadej, zakaj ravno ona med ministri, še prideva tja. Ne? Ignacija Frideljarc velja za ene tistih bolj pravovernih. Ne? Mislim, da tudi v smislu Ministrstva za kulturo, ki bo vendarle razdeljevalo nek medijski denar, ne? Je to eno vzvodje, ki ga je Janša želel imeti v svoji bližini. In pravzaprav edino ime, kjer bi v tej prizmi prehodah neki progresiji, ne, od lojalistov, je okoljska ministrica Polona Rifl, ki je in recimo ni tako zelo očiten strankin obraz, ne, in je predstavnica neke srednje generacije okoli 50 let, če govoriva po starosti. Pa še to, ne, ko sem ravno pri starosti, SDS ima približno 8 ali 9 let starejšo ministersko ekipo kot demokrati, ki so potem drugi po starosti, recimo. Ne. Zdaj, ko smo glih pri Poloni Rifl, no, pa bom mogoče tudi pri njej začel, ne, ona pravzaprav ni dolgo v stranki, ne, na prejšnjih volitvah je kandidirala za Povežimo Slovenijo, če se ne motim iz kvote SMC, oziroma takrat se je to imenovalo že konkretno. Tako je. Ne, precejkrat so zamenjali ime. Ne vem točno, kdaj je potem prestopila v SDS, je pa že v kampanji bila izpostavljena kot pravzaprav SDS-ov kandidat, tako na volitvah, kot tudi potem recimo kot neka predstavnica gospodarskega krila, ne, recimo v SDS-u. Zdaj, retorično se je pokazala že na prejšnjih volitvah zelo spretna. Ne, tukaj je na tistih dveh soočenjih ali enem ali dveh soočenjih, kamor so jo spustili, preden so ji zaprli vrata v Povežimo Slovenijo, ne, je kar uspešno dominirala. Jaz moram reči, da jo tudi osebno poznam, imel priložnost se z njo nekaj časa tudi kaj podružiti. Po karakterju zelo odločna ženska, bi rekel, usmerjena v operativo. Kolikor vem, tudi kjer je bila, mislim, da v glavnem na področju financ v gospodarstvu prisotna, so njeni rezultati nesporni. Ja, spomnim se je, ko sem imel pred volitvami tisto okroglo mizo na gospodarski zbornici, ne, in je potem Blaž Brodnjak imel tisti svoj famozni 13-minutni monolog, ne, v katerem je kar precej napel jih prejšnji vladi. Ne.
je potem ona edina kandidatka izmed politikov ustala in zaploskala. Ne? Ampak ključno tukaj bo vprašanje pravzaprav okolje in prostor. Tukaj sta dve pravzaprav stvari. Interesno je zelo močen resor. Eno je kanal C0, tukaj se bo bila pomembna bitka recimo tudi z Zoranom Jankovićem in kanal C0 je pravzaprav lahko zelo pomembno vprašanje te vlade, te koalicije in nazadnje tudi recimo prihajajočih lokalnih volitev in prihodnosti mesta Ljubljana. Polono Rifl bi jaz samo zelo na kratko v tem kontekstu ocenil kot človeka, ki recimo presega po svojih nekih zasebno-poslovnih povezavah zgolj to konzervativno desno opcijo v Sloveniji, je dobro povezana tudi drugje, ne? Tako da bo zanimivo opazovati, ali bo ta širša povezanost njena prednost ali utež v bistvu v tem primeru. Ja, in drug vidik, kjer bo se morala izkazati, če bo želela recimo, ker tukaj bo ključno, da vlada postavi neke rezultate. Ne? Pravzaprav ta resor okolja je pogosto odgovoren tudi za birokratske težave pri razvoju Slovenije in pri gradbenih dovoljenjih, recimo kar se tiče stanovanj, gradnje hiš in tako dalje. Ne? Torej, če želi vlada pokazati neko spremembo naprej pri ravno teh vprašanjih, ki so ključna, ki so ne nazadnje tudi ključni motor levice, torej, če želijo pokazati, da je desni razvojni model boljši od levega, bodo morali na okolju in prostoru pametno upravljati s temi stanovanji, sicer jih lahko tukaj levica zelo dobro pojaha. Tako da tukaj bo težka naloga pred Polono Rifl. Ja, jaz bi na koncu rekel, kot sem omenil, daleč najstarejša ekipa, 47 let, mislim, da je povprečje pri ministrih NSI-ja, 49 pri demokratih, 56 in še nekaj pri SDS-u. Malo mi je žal za nekatera imena, ki so krožila teden, dva prej, ki bi dejansko pomenila nek svež veter, tudi ne nujno strankarskih kadrov. Pri recimo Andreju Širclju smo nekako omenjali, da se je govorilo o nekem svežem finančniku. To je najstarejši minister, mimogrede, 67 let. Očitno ga je Janša moral prepričati, ker govorilo se je nekako, da je zavračal to funkcijo, da je v penzionu, da se mu v penzionu tudi določene zdravstvene težave. Prav lepo godi in da si ne želi tega stresa ponovno ministerskega, star je 67, torej 71, če bojo končali mandat. 62 je star Matos, pa mislim, da je Ignacija Fridl-Jarc blizu 60-58, če se ne motim. To sem danes zjutraj malo pregledoval te EMŠO številke bodočih ministrov. Tako da želel bi si kakšno mlado ime več. No? Je pa teh pri recimo skupni listi NSI Fokus malo več. Ključno bo recimo videti, kdo bo državni sekretarji recimo na finančnem ministrstvu, torej kdo bodo tisti, ki bodo vodili ne nazadnje, kolikor poznam, tudi Andrej Šircelj ni ravno tisti največji finančni strokovnjak v tej državi, da bi se dalo še najti koga boljšega. Recimo Tone Kajzer, mogoče še tukaj mi je zanimiva ta logika, Tone Kajzer je bolj na liniji nekako z ZDA in Izraelom. Jaz pričakujem, predvsem, da bo ključna bitka zunanjih zadev tega mandata v Bruslju. Bruselj bo tisti, kjer se bo tudi razna srednja levega pola tako ali drugače skušala Slovenijo blatiti, prikazovati Janšo kot nekega novega Orbana, Slovenijo kot neko novo Madžarsko. In tukaj bo pravzaprav ključna vloga zunanjega ministra, da te bruselske, bom rekel, kroge pomiri, da Slovenija torej ni nova Madžarska, novi Orban. Pa kar zadeva Izrael, ki si ga omenil, na notranji politiki bo fronta Black Cube, ki se napoveduje za cel mandata, in tukaj mislim, da se bojo trije iz SDS-a pač iz te vladne ekipe ukvarjali ad personam s tem, seveda Janez Janša, potem pa še Matos kot notranji minister in Tone Kajzer po vsej verjetnosti. Mislim, logično je, da se odnosi z ZDA in z Izraelom izboljšajo po, bom rekel, tem, ko jih iz Golobove vlade skoraj ne moreš več poslabšati. Mislim pa, da ni potrebe po overkompenzaciji. Ja. Recimo Franci Matos. Matos, ja. Za moje pojme, tudi sem v tistem prvem odzivu na naše razkritje imen napisal en krajši komentar posebej o Franciju Matozu. Spet je nekdo, ki ga osebno poznam, ga cenim kot odvetnika. Napisal sem, da ga vidim nekako dvopolno. Po eni strani razbijalec sistema, če mene vprašaš, je ta sistem, ki je nastal okoli policije, notranjega ministrstva, treba razbiti? Ja, ne. Če me vprašaš, je Matos recimo v širšem krogu oseb, ki so primerne za razbijača, tudi odgovor ja. Imam pa seveda vprašanje, ki se bo skozi mandat vedno bolj kristaliziralo, ali je na drugi strani sposoben tudi graditi nek nov ustroj. To je ena stvar. Zagotovo pa politična utež. Vidiš, kako so sindikati, opozicija in vsi ostali že itak na nož dočekali to vlado.
Zdaj, glede na njuno res tesno osebno zaupništvo, ne, bojo seveda tu ves čas očitki, a ne, potem, ko smo razpravljali o 4 letih ugrabitve Goloba in policije, ne, je tu v bistvu kar nekoliko naivno, ne. Matos in Janša vendarle bosta pri levem polu ves čas vzbujala sum, da vse, kar se na policiji zgodi, pristane v telefonski slušalki Janeza Janše. Ja, to drži in to mislim, da z tega vidika je Franci Matos tvegana izbira za notranjega ministra. Je neke vrste rdeča cunja za recimo razne kolesarje, ne? Sploh če bomo prišli do točke, ko jih bo treba morda miriti s kakšnim vodnim topom. Ampak se mi zdi pa po drugi strani recimo boljša izbira, kot je bil v prejšnjem mandatu Aleš Hojs. Lahko se strinjam. Franci Matos je vendarle vrhunski odvetnik, je človek bistveno bolj mirnih živcev in tudi bistveno boljšega sloga, se mi zdi. Jaz tudi načeloma mislim, Francija Matoza bodo, ko sva govorila o Tarči ali pa v teži okoli vratu te vlade, ga bojo v polje škandala in afere vabili drugi. Medtem ko jaz osebno ocenjujem, da je to človek, ki je sposoben te discipline, da samega sebe zadrži malo v ozadju. Ne samo, da zadrži v ozadju, ne, rekel bi celo, da je pri tem, bom rekel, čiščenju policije, če uporablja ta izraz, zdaj ne vem, se ga bo poslužil ali ne, ampak da bo bistveno bolj spreten. Torej, da recimo glede na to, da obvlada vse te pravniške postopke, ne, torej, če bodo koga razrešili, ga bodo, upam, no, vsaj tako pričakujemo od Matoza, ne, da ga bodo na tak način, da tukaj ne bo nekih spornih dilem. To bi bilo v slogu nekega pravnika, ki velja za vplivnega v državi. Ja. Morda še pri zadnjih 3, ne, Ignacija Fridelj Jarc, tudi za njo se je govorilo, da ne želi prevzeti te funkcije, torej verjetno Janša uporabil kar precej prepričevanja. No, pazi, a ne, tega ti še sploh nisem niti izven studija povedal. Aleš Hojs, ne, to je bila tema, ki sva jo iz teden omenjala, kot išče se po eni strani resor za njega, pa Janša ga nekako ne vidi v tej vladni ekipi. Zadnji resor, kjer je Aleš Hojs iskal svoje mesto, naj bi bil ravno Ministrstvo za kulturo, kjer je pa sploh na koncu padla ocena, da bi bila to še ena rdeča zastava za... Vsekakor. Zdaj, Ignacija Fridelj Jarc je bila že v prejšnjem mandatu nekako desna roka Vaska Simonitija in tudi, kot pravijo, nekako tista desna roka, ki je precej uskipljivega Vaskota recimo nekoliko držala. Se bom zadržal še kakšnega podrobnejšega komentarja. Držala nazaj, no, tako da v tem smislu pričakujem tudi, da bo bolj strokovno voden resor pod njo. Spet je ključno, koga si bo ona pripeljala zdaj kot svojo desno roko, zato da bo te, bom rekel, tenzije na Ministrstvu za kulturo, ki je, bom rekel, prestreljeno zdaj s kadri Aste Vrečko, ne, in bo verjetno dramatiziralo, ne, ob katerem koli koraku, ki ga bo recimo Ignacija Fridelj Jarc naredila, ne, torej tukaj bo treba neke mirne živce. Kar se prestreljenosti tiče, se samo za sekundo še vrnem k Matozu, on bo imel pa s tem najtežje delo, ker policija, NPU, tudi seveda usporedno ustanavljanje tega novega skoka, čiščenje zaupnikov Roberta Goloba in Boštjana Poklukarja in morda celo Damirja Črnčeca, to bo kar trajalo. Ne? Ja, zaključil bi pri Ignaciji Fridelj Jarc morda s tem, ne, da se mi zdi pomembno, da bo izbirala premišljeno, katere kulturne bitke se bo šla. Brez tega verjetno ne bo šlo. Upam pa, da bo šlo brez odvečnih. Ok, potem sva recimo na hitro pri NSI-ju. 47, morda samo še to, ne. Torej, Borut Rončević za šolstvo, tukaj nijem kaj dost za komentirati. Jaz vam mogoče pokomentirati samo to. Vidim rahel konflikt interesov, glede na to, da je v prejšnjem mandatu kot državni sekretar bil del hišnih preiskav, ne vem točno, ali policije ali NPU-ja, v zvezi s podeljevanjem koncesij v zasebnem šolstvu, prihaja pa ne kot novi minister ravno iz tega občutljivega polja, kjer bi mu lahko kdo očital, da dela selektivno in da biznisira v bistvu iz tega položaja. Po drugi strani, kar se lojalizma tiče, sem omenil že Novo TV in nadzorni svet RTV Slovenije. In tudi mislim, da ne bo posebej izpostavljen, ker ni človek zelo močnega javnega nastopanja. Suzana Lep Šimenko na Ministrstvu za Slovencev, zamejstvo in po svetu, pa bomo rekel, potrjuje tisto tradicijo, ne? Da se pač na ta resor imenuje neke, bom rekel, stranske kadre. Suzana Lep Šimenko je bila sicer dolgoletna poslanka edina, mingrede poslanka, ki prihaja iz SDS-ove poslanske skupine med je pa kljub temu celo med mlajšimi, mislim, da je 46 ali 47 let stara.
In bo s tem še pomladila poslansko skupino, namreč s tem, ko ona odhaja za ministrico, ne, v parlamentarne klopi prihaja vodja podmladka SDS Luka Simonič, ki se mu je za las izmaknil mandat že na sam volilni večer, če lahko tako rečeva. No, tako da toliko morda glede SDS-ovih niso zdaj spet ne vem kako presenetljivi, je pa nekaj presenečen vendarle. Ne? Glede NSI-ja, 3 ministri, res prva strankina linija, Jernej Vrtovec kot predsednik, Janez Cigler Kralj, kot bi rekel, kar ta hip res druga najbolj tudi javno sprofilirana figura, ne? Na sicer novem resorju kmetijstva, ne na tistem prejšnjem iz prejšnjega mandata, torej na sociali. 3. minister Valentin Hajdinjak, izvršno zelo močen kader, ki je že bil sicer v nekih drugih vlogah na obrambnem ministrstvu. Če so že pri Janezu Ciglerju Kralju in Jerneju Vrtovcu, ne, bi rekel to, ne, da me pravzaprav preseneča, da Jernej Vrtovec ni zamenjal resorja, Janez Cigler Kralj pa ga je. Ne? Tako, ja. Zakaj? Jernej Vrtovec verjamem, da zelo dobro pozna resor infrastrukture, ga je uspešno vodil že v prejšnjem mandatu. Energetiko, ki je mislim, da je imel energetiko celo že v prejšnjem mandatu tudi vsaj delno zraven, tako da ne bo to za neka huda noviteta. Ga čaka velik izziv glede, bom rekel, recimo za začetek sprostitve avtocest, ne, torej da se recimo ključno bo, mislim, da pri Jerneju Vrtovcu ne toliko, da v prvem koraku počisti z kadri, ki jih je navlekel recimo Andrej Ribič, ne, in podobni v ta resor, ampak predvsem, da ljudje dobijo tisti signal, začelo se je delati po noči na avtocestah, bolj pretočne so, manj zastojev, ne, da recimo med poletno turistično sezono ne pride do totalnega kolapsa in da se dejansko začnejo tukaj stvari premikati. To bo ključno za Vrtovca. Se mi zdi, pa 2 tveganji vidim. No. Prvo je to, da... Hočeš reči, da nima vladnih oziroma parlamentarnih počitnic sploh letos v planu? Vrtovc sploh ne, ampak kar 2 tveganji, ki jih vidim za Vrtovca, sta kot prvo na infrastrukturi je precej tvegan, da se zgodi neka, bom rekel, nek škandal, neka korupcija, za katero potem minister postane objektivno odgovoren, če tudi morda ni bistveno vplival na njo. To bi lahko ogrozilo, bom rekel, tudi njegovo vodstvo NSI-ja oziroma NSI kot stranko, ne, ker če Vrtovca po eni strani so prisiljeni zamenjati kot ministra, je to problem. Veljalo bi razmisliti tudi o neki reviziji zapuščine Alenke Bratušek. No, tudi. Ravno to hočem reči, če je pač kadri, ki jih je Alenka Bratušek prinesla in razni korupcijski mehanizmi, ki jih je Alenka Bratušek vzpostavila na tem resorju, ne, če lahko Jerneju Vrtovcu eksplodirajo v obraz, če ne bo zelo previden. In druga stvar, ne, Jernej Vrtovec si ga predstavljam kot človeka, ki ima morda nekoč v prihodnosti, ne vem, čez 10 let, ne, 15 morda, ali pa 50-15 let, tudi neke premierske ambicije. In iz tega vidika mi je zanimivo, da ni zamenjal resorja, ne, ker bi to nekako po eni strani in v javnosti ne, ti okrepilo CV, ne, in po drugi strani tudi mu dalo večji vpogled v več resorjev, kar bi, recimo, če bi nekoč v prihodnosti Jernej Vrtovec res imel ambicijo biti predsednik vlade, mu vsekakor koristilo. Na drugi strani Janez Cigler Kralj izjemno uspešno je vodil resor, ki je precej zahteven, zdaj bo še posebej zahteven z dodano demografijo, ki je strateški resor te vlade, ne? In recimo sem presenečen, pravzaprav, da so se odločili za to menjavo, ker bi mislim, da Janez Cigler Kralj tudi retorično zgrajen in z že ustaljeno ekipo verjetno lahko na tem ministrstvu hitreje in naredijo več, medtem ko je Mateja Ribič precej recimo neopazna državna sekretarka, ki je bila sicer pod Kraljem državna sekretarka, pa vendar še na tem ministrskem vidiku dokaj neizkušena. Na tej točki bi veljalo pozvati vse, ki naj zdaj spremljajo, da vplačajo letno naročnino na portal zanima.me in pogledajo sobotni Safari Special. Namreč med drugim tam noter bova odprla tako odprte bitke Francija Matoza na področju policije, notranjih zadev, tudi malo pogledala v njegovo karierno preteklost, zakaj se nama recimo zdi tvegan izbor po drugi strani, ne? In pravzaprav odstrla korak po korak zgodbo o tem, kako je SLS kot partner Fokusa in NSI-ja ostal brez ministrskega stola, kakšni so bili scenariji v ozadju in po kakšnem ključu je Mateja Ribič, ki si jo že omenil, prišla v zadnjem hipu pravzaprav do ministrskega stola na demografiji.
Ja, deva samo to morda namigant, da ni bil SLS tisti, ki bi bil izigran. Res je. Ja. Da je bila pravzaprav to precej nespretna igra v celoti. SLS-a v detajle, kako gre, pa seveda v sobotni epizodi Safari Special. Pa še nekaj bi ob tem poudaril. V zadnjem času, če pogledaš, prvi smo objavili torej celoten seznam s 15 ministrom, ki je bil skrivnost do zadnjega, pred vsemi velikimi mediji. To je še simbolno na nacionalni televiziji v bistvu povedati naš odgovorni urednik Rok Čakš. Ko je bil izglasovan v parlamentu Janez Janša, tudi za skrivnostnim 51 glasom, v soboto zjutraj se je hrvaška nacionalka po prvi komentar obrnila na zanima.me. In hočem reči, prvi smo tudi odprli temo, ki jo še bova v tej epizodi, z dohodki Branimirja Štruklja, ki nas mimo grede maha s tožbo, tudi to še bova vse pokazala. In pravzaprav letna naročnina na zanima.me postaja v teh medijskih vodah nek statusni simbol oziroma korak k boljši obveščenosti. V času, ko je manipulacij in komunikacijskega šuma res precej. Skratka, naročnina na medij, ki se je izkazal kot tisti, ki najbolj natančno, uspešno napove. Seveda smo pa tudi mi dobili kdaj kakšne, sploh kar se tiče ministerskih imen, kakšne umestne izide, ki se potem niso realizirali, pa vendar lahko rečeva, da tiste stvari, ki smo jih razkrili, so v tistem trenutku bile točne, če tudi potem so se stvari vmes spremenili. Res je. Četrti resor, omenili smo 3 NSI-jeve ministre, je fokusov. Monika Kirbiš-Rojs je odlična operativka, res se na koheziji je delala praktično celotno življenje, razen zadnje obdobje v državnem svetu. Monika Kirbiš-Rojs velja celo za največjo strokovnjakinjo z področja kohezije in pridobivanja evropskih sredstev v celotni državi. Tako da bi lahko morda tudi v stranki SLS, pa pustiva določene stvari za special, ampak pogledali na stvar drugače. Ravno to je namreč moteče. Fokus je dobil ministra, mi pa ne. Mislim, da Monika Kirbiš-Rojs ni strankarska kvota, bolje dejansko strokovna kvota za resor kohezije, ker je težko najti neko drugo ime. Če pogledaš zgodovinsko, kdo so ministri za kohezijo, naprimer zadnji pri Golobu je bivši šef policije, ki nima pojma o tem. Tega kadra je izjemno malo, ki se s tem strokovno ukvarja. Če smo že pri strankarskih kvotah, je pravzaprav težko reči, katera strankarska kvota v resnici je Monika Kirbiš-Rojs. Nazadnje je generalna sekretarka stranke Fokus. Hkrati v strokovnih telesih SDS-a pasi? Ne strokovni. Predsednica SDS-ovega odbora za kulturo, za kohezijo. Torej je in v preteklosti tudi v članica SLS, tako da marsikdo morda niti še ne povezuje Monike Kirbiš-Rojs kot ne SLS. Tako da tukaj pravzaprav je še najmanj NSI-ov kandidat, je pa res, da se je to skupna lista, tako da NSI, SLS, Fokus. In kot so omenila na hitro Mateo Ribič, zgodba, kako je prišla do imenovanja, je krno, je vredna poslušanja in je dolga v bistvu in malo zapletena. Tako da zato ni časa v tej epizodi in jo prihranjiva za Safari Special, morda še Valentin Hajdinjak. Če sva rekla za Francija Matoza, da je v SDS-u tisti, ki nekako je najbolj spreten ali pa velja za nekako najbolj spretnega pri tem urejanju kadrovskih zadev, ki jih je treba v javni upravi porihtati, velja v NSI-u Valentin Hajdinjak za tistega, ki zelo uspešno recimo očisti nedelovne kadre. Še en minister, ki ne bo zelo rinil v ospredje, v ozadju bo naredil zelo tehnično stvari, za katere ocenjuje, da so nujne. In to, kar si rekel, pozna resor, ima tudi noter neke, recimo narekovaju, že svoje ljudi, ne glede na to, da smo bili v času leve vlade. Mislim, da bo relativno hitro zagrabil vajeti tam. No, Valentin Hajdinjak prva fronta je pa ta ukinitev Dovosa, tam bi pa znal biti zanimivo tako na vzven. Je pa zanimivo, da je Valentin Hajdinjak tudi osebno, recimo, se dobro povezan z nenazadnje Žigo Debeljakom, se poznata in tako dalje. Tako da bo tukaj pravzaprav ta sanacija Dovosa, če mu tako rečem, zelo, zelo zanimivo področje. Demokrati. Tukaj pa smo že večino stvari povedali. Res smo zelo na hitro. Izjemno težek resor za predsednika, za Anžeta Logarja, ki se bo 4 leta predvidoma bodu z razjarjenimi sindikati, pa še začeli niso, pa sta že, mislim, da 2 referenduma trenutno v igri. Tako. Potem, Mihael Zupančič kot šef veleposlaništva v Kebenhavnu na Danskem je meni popolna neznanka.
bil je sodelavec Anžeta Logarja na zunanjem ministrstvu v času prejšnje vlade. Jaz ne vem, kako izvršen, operativen ali neoperativen je ta kadar, je pa dejstvo, da tudi pravosodje v luči oblikovanja neke revolucije v bistvu pregona, kot je skok, ne bo težek resor, ki bo javno precej izpostavljen. Bom pa kar rekel, ne, ker pri prvih dveh govorimo o težki nalogi, da pa tretjega, Tadeja Osterca kot ministra za zdravje v tako razgretih razmerah, kot so v slovenskem zdravstvu, ocenjujem kot šibek člen te vlade, recimo. Ne? Morda. Bomo videli zdaj, kar se tiče Mihaela Zupančiča in pravosodja, ne, sem presenečen, pravzaprav Anže Logar je pred volitvami napovedal, da je njegov kandidat za pravosodnega ministra Matej Avbelj. Ne. Zdaj ne vem, koliko sta Avbelj in Logar še nekako na liniji pri teh zadevah, ne, ampak naj bi prav Avbelj bil tisti, ki pripravlja osnutek zakona o skoku, če prav vem. Ne. Tako da tukaj je recimo neke vrste presenečenje, ne, da pravzaprav Mihaela Zupančiča nismo zares prej poznali. Logar na nek način moral je ostati v Ljubljani, da drži stranko skupaj, sicer bi lahko veliko tvegal, da mu stranka razpade, po drugi strani pa je pokazal nek ta morda potrebno nonšalanten odnos do sindikatov, ki ga zdaj težko reči, ne, a je bolje, ne, pri tako agresivnem boju sindikatov, kot ga spremljamo, ne, ali je boljši prijazen, dobrohotna, iztegnjena roka Janeza Ciglerja Kralja, recimo za ta pogajanja. Po eni strani bi človek mislil, da ja, po drugi strani je pa ta boj oziroma ta politična izpostavljenost sindikatu tako huda, da se mi zdi, da je morda celo ta nonšalanten pristop Anžeta Logarja morda celo bolj blagodejen, ne, ker malo te drže, kot bi recimo Stevanovič rekel za Mesca, ne, bi koristilo tudi Logarju, da reče, komu mar, kaj pravi Branimir Štrukelj, na primer. Ne? Je pa res, da je vendarle ministru za delo treba nekoliko tudi biti mar, kaj pravijo sindikati. Morda samo še to, Sebastijan Jeretič na čelo Ukoma, zanimiva izbira, mislim, da tudi poteza. Dobra. Moje glavno vprašanje v zvezi s tem je, Sebastijana oba dobro poznava, ali mu je Janez Janša, komu je namenil to funkcijo relativno blizu sebi, oba bosta imela sedež na Gregorčičevi, ne? Ali mu je v svoji glavi namenil tudi svetovalno funkcijo, tudi kar zadeva njegovo lastno, torej Janševo komuniciranje, ali pa zgolj neko operativno izvrševalno. Mislim, da bi bilo v Jeretičevem primeru bolje, glede na njegov CV, da se je ukvarjal od Boruta Pahorja z marsikom na svoji poti, ne, bi bilo bolje, da bi imel tudi odločevalsko besedo, ko je treba usmeriti vladno komuniciranje pri kakšnih bolj vročih temah. Ja, vsekakor mislim, ampak tudi sicer, recimo, se mi zdi, da je ta drža v smislu nekoga, ki je zelo spreten komunikator, strokovnjak na tem področju, ne nazadnje povezan tudi na levo, vsaj še v socialne demokrate, verjamem, da še ima tiste telefonske številke ključnih kadrov in da se kdaj še z njimi dobi tudi na kavo, čeprav je precej presedlal recimo v SDS v zadnjem času. Gotovo ima to zmožnost, da bo, ko bo videl mino, ki prihaja, ne, rekel, ustavite se, zaletavate se v zid, naredimo to bolj taktično, drugo pa je to vprašanje, kdo ga bo slišal, poslušal in tako naprej. Ja, in teh min ne bo malo, ne? Če greva morda naprej na odprte fronte vlade, ne? Ena, ki se je pravzaprav na pol zaprla. Ne? Jaz bi samo še to rekel, ne? Torej, še enkrat časovnica, ponedeljek prva zaslišanja, potem bo to trajalo predvidoma vsaj 3 dni, morda nekatera zadnja zaslišanja kandidatov za ministre še v četrtek zjutraj. Pravijo mi, da je možno, da bi potem ta glavna seja z glasovanjem tudi že bila v četrtek, če ne pa v petek. In še enkrat vabilo na sobotni Safari Special, to pa to soboto zjutraj, kjer torej čakajo vas odprte fronte Francija Matoza, nekaj tudi analize njegovega preteklega dela in zgodba o resorju, ki ga je imel, pa izgubil SLS, bova rekla tako. Tako, ne, in ne samo to soboto, tudi naslednjo soboto bo Safari Special, tako da če se naročijo danes, ne, lahko tudi prihodno soboto pogledajo. Ok, odprte fronte nove vlade, kar češ jih je, ko gledam alineje v svojem prenosniku, jih kar ne zmanjka v bistvu. Ena recimo, ki je na pol zaprta, lahko rečemo, ne, je pokop žrtev. Ne. To je že sprejeto v državnem zboru. Zakon je sprejet, izglasovan, 50 glasov za, kar je po svoje pričakovano celotna koalicija z manjšinskimi poslanci. Tisti 51 tokrat ni bil zraven.
tokrat ne, ker so ga že našli. Mislim, če bi bil zraven, bi ga zdaj našli, ker to pa ni tajno glasovanje, ne, tako da bi se tukaj razkril. Zdaj tako, rekel, meni se zdi, kot sem gledal, zakon je dober, konsenza, ki se ga opozarjali, ne, torej slišali smo veliko iz ust opozicije, konsenza tukaj ne bi bilo mogoče doseči, ker je to tema, kjer leva stran, čeprav je preveč jo rabi to temo, v bistvu. Ki jo je poudarjala, ne, da gre recimo, da bi si želeli konsens in tako, ne, enostavno mislim, da tukaj ne bi nikoli prišli do konsenza glede mesta pokopa v Ljubljani. Ne, to je za njih preveč močno simbolično. Po eni strani, ker na ta način ugajajo Zoranu Jankoviću, po drugi strani, ker si teh žrtev, ki so jih 81 let držali stran od oči javnosti, ne, celo v Jugoslaviji je bilo prepovedano sploh o njih govoriti, ne, si jih ne želijo pripeljati v narodni spomin, kot se to lahko zgodi samo, če jih daš zares na, recimo temu, osrednje pokopališče, ne, na Žale, ker če jih pokoplješ nekje na periferiji ali pa ne, po logiki, ki smo jo tudi lahko slišali na seji, češ tam, kjer so bili pobiti, torej nekje daleč sredi gozda v Kočevskem rogu, kamor nihče ne gre, razen tisti, ki res zavestno pač želi tja iti. Pa še, glej, pa še največjo volilno bazo ima leva stran v Ljubljani in njeni okolici, ne, tako da to so res za levico zelo občutljive zadeve. Glej, jaz pietetno gesto s tem zakonom nove koalicije absolutno podpiram, predvsem jo pa podpiram, ukolikor s tem že na samem začetku mandata zapirajo ta ideološki spopad okoli leta 45. Pričakujem, ker se bova v nadaljevanju še večkrat dotaknila danes ljubljanskega župana, da bo to tudi ena od najbolj izpostavljenih in vročih tem lokalnih volitev letos, predvsem seveda govorimo o Ljubljani. Jaz mislim celo, ne, ko to praviš, da je to pravzaprav neke vrste past za Zorana Jankovića, ker če bo to Jankovićeva osrednja tema lokalnih volitev oziroma kampanje za lokalne volitve, bi si celo upal reči, da utegne to oslabiti njegovo kampanjo, ker morda bo na ta način motiviral nekaj starih borcev, ki bi tako ali tako volili zanj, medtem ko analize kažejo, da recimo mlajša populacija in te je v Ljubljani precej, ne nazadnje gre za univerzitetno mesto in za mesto, kjer so pač potem najvišja kvalificirana delovna mesta v Sloveniji, ne. Mislim, da pa tem ljudem to ne diši in mislim, da tukaj dejansko je to lahko neke vrste past za Zorana Jankovića, ki si ne bo uspel upreti. Zakaj? Ker po eni strani je to ključno, da se prikaže kot varuh tekovin revolucije za svojo staro gardo, po drugi strani gre to mlajšim izredno na živce. Predlagam, da pogledava klip, par teh najbolj trademark izjav tedna v zvezi z tem zakonom o pokopu žrtev prikritih grobišč, pa greva potem naprej. Ljubljana bo stala junaška, mesto heroj svobodna. Vse bom naredil, da se to stane. Ja, nič, zakon velja in se bo tudi izvršil, torej te žrtve bodo pokopane na Žalah. No, na Žalah. Bili so tudi drugi predlogi, da se jih pokoplje na Plečnikovem stadionu, tam, ko so prisegli Hitlerju. Mogoče se jih lahko pokoplje tudi na Svetem Urhu, tam, ko so pobijali svoje žrtve, ampak zakon je tukaj. Vemo, kakšno je Teharje. Mnogi med vami smo ga obiskali in ni prav, da jih vržemo ponovno nazaj na smetišče. Grozljivo je bilo to slišati. Jih vržemo nazaj na smetišče. So Teharje smetišče? No, kar bi te jaz opozoril tule, če si opazil en tak besen, zloben nasmeh, sicer zgodovinarja Martina Premka, poslanca Gibanja Svoboda, ne, ko je provociral kolegico iz bodoče koalicije, ne, in je rekel, da bi lahko jih pokopali tudi recimo na mestu, kjer so prisegli Hitlerju. Ne. To je z nekim takim zlobnim bleskom v očeh izgovoril. To meni kaže, ne, na to neuzdržno poenostavljanje, ki ga tu levi pol, namreč vsi torej, o katerih, ki jih naslavlja ta zakon, so za Premka in za Gibanje Svoboda, verjetno za levico, pa manj po mojem za SD, ne, ker vsi so enoznačno kolaboranti. Nekih drugih ljudi recimo med temi žrtvami in temi kostmi ni. Ne. In drugo, zdaj se kaže, potem, ko je zakon podprt in izglasovan, kdo je v resnici skrbnik slovenskega razkola več kot 80 let po drugi svetovni vojni. Ne. In zdaj se tudi vidi, kje je motivacija, da ta tema ostane v javnem prostoru še vedno med
najbolj izpostavljenimi. Ne? Tudi jaz lahko rečem, ne vem, še pred začetkom mandata 16. vlade, da to gotovo ni top 3 ukrepov, ki reformnem smislu, ne? Pa vendarle, glede na to, koliko desetletij nas ta travma že spremlja, je pa pravzaprav to pozitiven signal, ki je bil praktično nujen. Ne? Zdaj, to norčevanje, ki smo ga lahko slišali pri Premku, ne, je pravzaprav totalno neprimerno. Ne? Kot prvo, lahko se spustimo kdaj drugič v genezo domobranske prisege, ampak večina teh žrtev ali pa zelo veliko teh žrtev, ki so pač tukaj v igri, ne, ni dejala te prisege, sploh mnogi od njih niso bili niti med domobranci. Ne. Tako da to je dve totalno ločeni zadevi, kar se tiče pa Teharji. Teharje oziroma en kup teh lokacij, kjer so potekala ta pobijanja, ne Kočevski Rok, ampak recimo ravno Teharje pa ja, ne, so bila simbolično izbrana ravno zato, ker so bila neke vrste torej smetišče. Ne, pa, deponija. In ta okolica je, mislim, Teharje je sicer zelo lep park danes narejen, je pa res, da je to bila deponija Cinkarne Celje. Na nek način nek cinizem levega pola. Tako, ne? In tukaj pravzaprav, se mi zdi dobro, pravzaprav, da so še pred začetkom mandata zadevo umaknili z mize, bolj ali manj trajno, ne? Pač kolikor bo še dan spomina morda vsako leto prinesel, ampak se mi zdi tudi to pomembno, ne? Ja. Da, glede na to, kako zelo izključene so bile te žrtve iz narodnega spomina in to načrtno strani prednikov in mentalnih prednikov teh istih ljudi, ki zdaj temu nasprotujejo, mislim, da je koristno, da pač tak dan imamo, tudi dan je zbran zelo simbolično 17. maj, tako da mislim, da kar se tega tiče, zakon solidno pripravljen in tudi sem vesel, da pravzaprav tukaj, čeprav je resnica govorila o tem, da ne vidi potrebe po tem dnevu, da so vendarle tudi dali glasove in da se ta zadeva zdaj umakne. Še pri eni temi, ki močno zadeva interese Zorana Jankovića, sva in sicer omejitev glasovanja na lokalnih volitvah za tujce, ki imajo pri nas v Ljubljani recimo konkretno prijavljeno stalno bivališče. Glej, ni dvoma, ne, da gre za zakonski predlog, ki je usmerjen v to večno 20 in več let trajajočo vladavino Zorana Jankovića in da gre za ukrep, ki nekako tolče po teh vučičevskih praksah uvažanja avtobusov svežih volivcev tik pred volilno nedeljo. Zdaj, kolikor slišim, statistike sicer ne potrjujejo, da bi ravno takšni volivci odločali volitve v Ljubljani, pa vendar, ne. Podpiram ta ukrep z vidika transparentnosti volilnega procesa, se mi zdi, to je nov korak v tej smeri. Druga stran, ne, ga bo pa zagotovo predstavila javno kot šovinizem in ksenofobijo. Enega kolega iz enega od podcastov sem slišal, da je celo elemente Ku Klux Klanovstva in čistega rasizma že najdu v tem. Ne. Mislim pa, da je vendarle to ukrep iz čisto drugih motivov in povsem drugačne narave, ki z nekim šovinizmom in izganjanjem tujcev nima nikakršne veze. Ne, celo bi rekel, zdaj, če držijo te uradne statistike, verjetno na rezultat glasovanja v Ljubljani več kot kakšen odstotek ali dva, to ne bo imelo vpliva. Pa vendar, morda pa, ne, to bomo pa zavideli, da tudi te statistike držijo. Vsekakor pa, če nič drugega, se bo umaknil ta narativ teh avtobusov, ki se jih vozi iz Bosne, recimo iz Republike Srpske na volitve v Slovenijo, ne, ker pač tega smisla ne bo. Mislim, da je prav, da pač za odločanje tudi na lokalnem nivoju. Govori se o nekih primerih, ko naj bi bilo recimo 180-200 oseb prijavljenih na istem naslovu. Ne. Večji problem celo tega, kolikor mi je znano, je v manjših občinah, recimo kakšnih obmejnih, kjer morda kak večji podjetnik pripelje nekih delavcev, pa jih naseli v podjetju, pa jih potem recimo uporabi, ne, kjer v nekih manjših krajih je lahko 100 glasov, bom rekel, odločilnih, ne, v Ljubljani morda 100 glasov ni odločilnih, pa vendar, ne. Predvsem se mi zdi, da je to tudi korak pogleda v prihodnost. Ne, nazadnje, morda je danes 7000 takih ljudi, ne, glede na smer, v katero gre, bom rekel, ta migracijska smer, ne, se utegne ta številka bistveno povečati v prihodnjih letih in mislim, da si ne želimo, da nam pravzaprav v naših ključnih mestih, ne, odločajo pravzaprav tujci o tem, kdo bo ta mesta vodil, kot se recimo to že dogaja marsikje v zahodnji Evropi. Ostajava pri Zoranu Jankoviću in greva na hitro sicer na temo, ki se bo v nadaljevanju leta še konkretno razplamtela, in to je ta mestni referendum o sistemu parkiranja, ne, Savsko naselje, Štepansko naselje in tako naprej. Torej podpisi so zbrani, ne, več kot 11.500 podpisov, koliko je bilo potrebno. Nekje 13.000 in nekaj podpisov, mislim, da po zadnjem štetju. Danes
mislim, da zdaj ravno v času, ko to snemava, poteka tiskovna konferenca, kjer bodo o tem povedali več, tako da verjetno na portalu Srednja epizoda Safarija iz prejšnjega tedna, kjer je bil Rok Trkaj kot najbolj prepoznaven obraz teh iniciativ tule gost, je dosegla že praktično 50,000 ogledov, ko govoriva, tako da je tudi to imelo svoj vpliv na voljni moment. Še posebej, če pogledamo, kako se je v zadnjih dneh drastično povečalo. Torej, mislim, da jim je še teden dni nazaj manjkalo slaba polovica. Tako da v bistvu so polovico podpisov zbrali v zadnjem, ali pa tretjino podpisov so zbrali v zadnjem tednu, kar je še posebej impresivno, morda za primerjavo, da si bomo predstavljali, po zakonu, ki to ureja, morajo na občinski ravni zbrati pobude 5% občinskega prebivalstva. Zdaj, ko govorimo o Ljubljani, je to 11,500, 11,400 ali nekako tako, oziroma volilnih upravičencev. Bistveno lažje je to v nekih manjših občinah, kjer, če govorijo o občini s 300 prebivalci, je to 16 ljudi. Tukaj pa recimo bistveno teže za primerjavo, na državni ravni je referendum recimo treba zbrati približno pol manj, 2,25%, mislim, da je tistih 40,000 podpisov, kar pomeni, da so Ljubljančani zbrali, če bi zbirali na nacionalni ravni ekvivalent, recimo nekje 85 do 90, zdaj glede na to, da so šli čez, torej nekje 85,000 podpisov, če bi zbirali na državni ravni, je pa res, da ker je Ljubljana tako velika, torej tistega zelo elementarnega mreženja lokalnega, ki ga imaš morda v manjših občinah, v Ljubljani ni toliko. In zato se mi zdi, da je ta pravzaprav izjemen uspeh. Je pa res, da 13,000 je tudi nekje četrtina števila glasov, ki jih je recimo na zadnjih volitvah dobil Zoran Janković. Ja. Zdaj, ukoliko bo to res zamajalo v kontekstu jesenskih volitev Jankovića, sem jaz skeptičen. Najbolj odvisno ravno od nekih konkurentov, ki jih bojo predstavile druge liste, druge stranke, In mislim načeloma, da se Jankoviću obeta še ena zmaga na lokalnih volitvah, verjetno z nekoliko nižjimi procenti kot v preteklih letih, pa vendarle ne vidim še na levem polu velike neke skupne odločenosti in volje, da ga podrejo, ker v resnici glede na volilno demografijo v Ljubljani pa dvomim, da bi ga podrla desna sredina. Vsaj še kar nekaj časa verjetno ne. Prav desna sredina je težko morda kak neodvisen kandidat ali pa zmerno levo neodvisen kandidat. Vse bo ključno, mislim, da od dveh stvari. Torej, vsaka posamezna stvar ne bo zamajala Zorana Jankovića. Torej, pokop žrtev v Ljubljani sam po sebi ne bo zamajal Zorana Jankovića. Parkirni referendum, mimo grede, Janković se lahko parkirnemu referendumu celo izogne, ukolikor bi se odločil, da tega referenduma ne želi tvegati, recimo, ker če bi pa zgubil ta referendum, to pa bi bil močan signal. Lahko, če bi se Janković odločil, lista Zorana Jankovića skupaj z Gibanjem Svoboda parkirni odlok umakne, še preden bi šel na referendum. In s tem pravzaprav ukine oziroma odpove referendum. To je drugi, recimo, tak vidik. Zdaj, tretje vprašanje je potem vprašanje kanala C0. Tukaj pitna voda je stvar, ki se tiče levih in desnih in so morda levi celo na načelni ravni še bolj občutljivi, vsaj deklarativno. Zdaj bojo lahko pred kanalom C0 pokazali, koliko jim to res pomeni. Ampak, ko tukaj seštevamo, če dodamo potem še recimo neke možne kazenske preiskave in če še dodamo še tisti odstotek morda volivcev, ki jih Janković ne bo mogel pripeljati, ali pa jih morda ne bo mogel pripeljati tokrat več, kot bi jih prejšnjič pripeljal. Vsa ta vsota pa ob pogoju, da se vzpostavi nek resen proti kandidat, lahko zamaje Zorana Jankovića, ne bom pa rekel, da ga kar bo. In ravno to je. Po moji oceni je tudi apatije v glavnem mestu kar dovolj. Zdaj, ali bo kdo učinkovito to apatijo obrnil kot veter v svoje jadra, je pa drugo vprašanje. Apatija se je pokazala recimo tudi pri zbiranju podpisov, ki so šli na začetku zelo počasi. Je pa res, da se je pa na koncu angažiral in to od, to pa tudi zanimivo, pahljača, od skrajne levice do skrajne desnice. Bom tako rekel, od levice, od Glasa ljudstva do stranke Straža, če smo čisti na skrajnih spektrih. In zdaj, vprašanje pa je, koliko tega momenta lahko zdrži do jeseni in koliko je ta moment recimo zajedel, ker ravno ta parkirišča so najbolj problematična ravno v krajih, kjer Zoran Janković tradicionalno dobi visoko podporo, Fužine, Štepansko naselje, Savsko naselje in tako dalje, to so Jankovićeva baza, pa so ravno tam bili predvsej besni ravno na ta referendum. In zdaj od front, k recimo eni frontici, ta se mi niti ne zdi tako smrtno resna in sicer predlog obveznega testiranja funkcionarjev na droge, jaz bi rekel tako, gre
neke vrste za ceno za podporo resnice izven formalne koalicije. Ne? To je v prvi vrsti želja Zorana Stevanovića in resnice. Malo mi je simptomatično, kdo predlogu najbolj nasprotuje, Levica. Ne? Smo že slišali kakšne zgodbe iz njihovih vrst o težavah z prepovedanimi substancami. Šel sem malo gledati tujo prakso. Treba je biti iskren, to ni nek standard v razvitih demokracijah, prej izjema. In običajno so ta testiranja predvsem, kjer so obvezna v varnostno najbolj kritičnih poklicih. Se pravi vojska, policija, piloti, zaposleni v kakšnih jedrskih objektih in podobno. Ne? Ideje podobne, kot so pri nas, pa sem videl, da se pojavljajo recimo v Braziliji, Italiji. Ne? Italija je tudi znana kot ena pot v bistvu prekupčevalcev z drogo in na Balkanu, ne, seveda, kjer so tudi te poti. Na Zahodu je prej trend celo v zadnjih letih, da se tudi za testiranje na delovnih mestih sprejemajo bistveno višje varovalke, torej da se ta integriteta telesa in zasebnosti nekako vedno bolj čuva. Ne. Meni je populističen ukrep, moram reči, in predvsem, to pa zdaj glede na našo politično prakso, sredstvo nekega medsebojnega obkladanja in diskreditacije po potrebi, ne. Celo mislim, da v procesu sprejemanja tega zakona bi lahko se zgodil, ne, da bodo poslanci drugega začeli, ne, iz maščevalnosti v menzi slikati z vinom in pivom. Ne. Sej ne, da tega iz kakšnih dogodkov vinskih v telovadnicah nismo že videli, ne, v preteklosti. Zdaj, kar se tega tiče vina in piva, ne, smo videli že marsikaj, bomo rekel, neprimernega oziroma tega obračunavanja na tak in drugačen način, ne, od martinovanj, pa bom tle zaključil. Zdaj, kar se tiče tega zakona, ne, je po eni strani provokacija, bi rekel. Niti ni, mislim, da pa neka dimna zavesa, morda za ljudstvo nekoliko bolj všečen. Ne, češ, da se tukaj moram sam še nekaj, ki bom sicer to pozabil. Dimna zavesa ali pa bombica resnice, rekla sva na začetku epizode, Franci Matos je novi notranji minister, torej ni Aleš Hojs, ne? In po mojih informacijah je Zoran Stevanović dal tisto izjavo, da si Hojsa ne želi za notranjega ministra, ko je že vedel, da Hojs ne bo notranji minister, torej je samo unovčil enega džokerja za svoje volivce. Češ, tudi to sem dosegel. Ne? Zoran Stevanović ne vlada. Zdaj, a je ta ukrep nujen? Mislim, da ne. A je koristen? Morda je. Škodljiv? Najbrž ni. No, tako, je pa zanimivo morda to, ne, da so pa izključili marihuano. Ne, iz tega... Ker dobro. Ja. To je polovici levice je odlegal že na tej točki v bistvu. In zanimivo mi je ta Stevanovićeva razlaga, ker v resnici želimo legalizacijo marihuane. Ne? Torej, ta logika mi je pa malo bullshit, ne? V smislu, če se gremo testiranje na prepovedane droge, potem pa najprej legaliziraj marihuano, pa potem marihuano umakni iz tega testiranja, sicer pa, bom rekel, brez veze, ne pa morda še to, da se vrnem na prejšnjo temo, ravno medtem, ko snemava, je prišla informacija, da je Zoran Janković umaknil že sporni parkirni odlog, torej referenduma dejansko niti ne bo. No, vidiš. Med snemanjem prišla ta informacija. Čekaj, pa je v prvi vrsti Zoran Janković politični pragmatik. Ne? Vsekakor. Ampak, ne, pazi, treba je bilo zbrati podpise, ne, da je bil to prisiljen narediti in to kaže vendarle, da je neko večjo šibkost Zorana Jankovića, čeprav, ne, torej, da si ne upa tvegati, ne upa si tvegati parkirnega referenduma. Bi šel na ta referendum. Ja. Dajva pogledati bolj za sprostitev par izjav o tem obveznem testiranju na droge, pa greva naprej. Poglejva. Da bi mogoče bolj kot test na droge v tem državnem zboru potrebovali poligraf. Bi bilo pa mogoče dobro, da to še obrazložijo in da rečemo, bomo ob drogah zraven delali tudi alkoteste, pa mogoče Cooperjev test, pa kakšnih 20 sklec, pa kakšne psihoteste ali pa še kaj takega. Mislim, da je tudi dolžnost vseh funkcionarjev, ki opravljamo javne funkcije, da podamo nekako vid slovenski javnosti in državljankam in državljanom, v kakšnem stanju opravljamo naše funkcije. Nova fronta, naslednja novela zakona o parlamentarni preiskavi. Samo še to, ne, da se navežem na gospoda Poglajna. Ja. Morda res ni na drogah, se pa včasih sprašujemo, glede na njegove nastope, v kakšnem sicer stanju
kakšne stvari govori. Ne vedno, včasih pa res daje tako vtis. Predvsem se mi zdi, da pod vtisom občudovanja starejšega kolega, ki mu je uspelo v SDS, Žana Mahniča. Ne. Ja, no, tudi poglavje napreduje. Zdaj, nova fronta. Ja, torej zakon o parlamentarni preiskavi in nova napoved referenduma, tokrat strani levih intelektualcev tipa Vlado Miheljak, recimo profesor na FDV-ju, kolumnist Mladine, samo da ga umestim v družbeni kontekst. Zdaj, če povzameva na kratko bistvo. Nova koalicija si želi, da ko pride ideja za parlamentarno preiskavo, da jo ni možno na 1001 način izpodbiti, ampak da tem lahko odloči kvalificiran državni tožilec oziroma sodni svet. Torej, morda, če poenostavim, malo lažje bo imeti preiskovalno komisijo ali pa bolj gotovo je, da bo speljana. Po drugi strani pa si ne želijo, da ko se odpre parlamentarna preiskava o eni temi, da se odpre še ena o isti temi, torej, da imamo na koncu iskanje dveh resnic o isti zgodbi in levi pol vidi v tem zametke politične policije, to vendarle moraš imeti kar precej domišljije. Jaz bi rekel tako, komentar tega, kar želi nova koalicija, nova vlada, nek logičen odziv na početje Svobode v prejšnjem mandatu. To je tisto, kar pogosto omenjava v najnih epizodah. Torej, če si ne želite nekih praks v naslednjem mandatu, potem ne delajte tega sami v prejšnjem, ker s tem širite v bistvu svobodo tistim, ki pridejo za vami. Kaj točno mislim? Ja, Svoboda je preiskovala samo sebe oziroma se ni preiskovala, ko je šlo za GEN-I in za Star Solar, zaupne tudi informacije. Tudi pri policiji, ne nazadnje, ne samo pri GEN-I-ju, tam je sploh komisija bila posebno neaktivna, ko so jo ustanovili. Pri policiji, ko je razkrila Tatjana Bobnar stvari, ki po moje niso računali, da jih bo razkrila, tudi so kar nekrat ugasnili komisijo v praksi, niso povabili Roberta Goloba. Da ne govoriva o zaupnih informacijah iz Fursa in še odkot Urada za pranje denarja, ki so dnevno odtekale preko Tamare Vontak točno izbranim medijem, ad personam, poimensko, saj vsi že vejo, kdo to so. Potem uporaba ugotovitev preiskovalnih komisij za dostop do nekih, to je v bistvu v prisluhih Vesne Vuković, bilo pravzaprav povedano, da je ideja, zakaj imaš preiskovalno komisijo, zato da prideš do klasificiranih tajnih podatkov, do katerih sicer ne bi. In če bo ta novela šla čez, potem bom jaz temu rekel, ker vontin zakon, sem pa prepričan, da če bi recimo bil referendum o tem, da je to tako težka in neatraktivna tema za širše ljudske množice, da bo že kvorum izjemno težko dosežen. Ne samo to, če bo šla opozicija, referendum je, lahko bi rekla, neke vrste atomska bomba, torej demokratičnih orodij. In če, bom rekel, že takoj na samem začetku posežeš po parih atomskih bombah, potem razvrednotiš ta institut, torej, če bojo, mislim, da zdaj naštepali 3, 4, 5 referendumov v prvem letu, mislim, da po 4. ali 5. bodo ljudje rekli, pa poln kufer vas imamo, zahtevali smo menjavo oblasti na volitvah, zdaj se pa sprijaznite s tem in ne gremo se več, še posebej, če so to na take teme neatraktivne, kot je ravno preiskovalna komisija. Tudi z vidika rezultata sem slišal Jerneja Vrtovca, da je glede interventnega zakona pa referenduma rekel prav, če pa Boga bomo pa zmagali, mislim, nekaj logike notranje politične to ima, ker volitve so samo 2 meseca stran, levi pol je bil močno omajan na teh volitvah, skrčil se je za približno 20% relativne podpore glede na prejšnje. In to v zelo visoki volilni udeležbi. Tako. In hočem reči, med zelo kmalu potem, ko si doživel klofuto, še 2., 3. in 4. ljudsko glasovanje je v bistvu nevarna zadeva. Bom rekel, nič kaj dosti se niso naučili od Janeza Janše, ki je to poskusil na začetku Golobove vlade. Imeli smo 3 referendume na, bom rekel, dokaj neatraktivne teme, zakon o RTV-ju, zakon o dolgotrajni oskrbi in najbolj bizaren za moje pojme zakon o vladi. Vse 3 so gladko izgubili in takoj šel v volilnem letu. Potem še ena odprta fronta, ta niti ni tako benigna, recimo. Opažam, da sta predsednica Republike Nataša Pirc Musar in njena domnevno, čeprav to obe zanikata, kolegica Katarina Brevar Strnad v neke vrste medijski kampanji. Predsednica, po mojem, potem, ko se je v prvem krogu odrekla neki svoji ustavni vlogi pri oblikovanju nove večine, pa je kar dala roke stran od oblikovanja nove vlade, zdaj
po mojem nedostojno komentira, da novo vlado čaka z velikimi zadržki. Mislim, kakšna izjava to sploh je, kaj nam to točno državljanom pomeni, da ima velike zadržke do nove vlade. Ne? Ta vlada ima za seboj pač 50-51 glasov. Druga stvar pa je precej nespodobno komentiranje aktualne šefice KPK, Katarine Bervar-Strnad, ki komentira zakon o skoku in to obširno, mislim, da je njen pogovor pri Marcelu trajal tam 20-25 minut. Ne? Še preden je zakon spisan, preden smo ga videli in je vložen v postopek, mislim, tukaj bi rekel, najlažje je imeti status quo, ne? In se sprašvati še naprej par let, zakaj KPK sploh imamo, oziroma če dam retorični odgovor, to je postal organ, kjer se teža ugotovitev v času levih vlad relativizira, v času desnih pa histerizira. No? Ja, še posebej bi tle dodal, morda prej si pogledava ta posnetek. Katarina Bervar-Strnad je že z imenovanjem pravzaprav razvrednotila KPK, ker Katarina Bervar-Strnad ni nek neodvisni strokovnjak, ampak levičarski aktivist. V času leve vlade imaš tam tehnokrata, tak benigen tehnokrat. Ko pride, ali pa tik preden pride desna vlada, pa imenuješ zelo angažiranega aktivista. Ne? Že tukaj je ta razlika. Že s tem se razvrednoti KPK, s tem pa Katarina Bervar-Strnad še dodatno potrjuje, ne, da pravzaprav napada stvari, še preden so sploh konkretizirane, kar spet daje v slabo luč torej njeno funkcijo, ker potem, ko bo ona kritična do stvari, ki so res problematične, kdo jo bo res navzel, če zdaj kritizira na rezervo stvari, ki jih sploh še ne poznamo. Ta kritika, kot ti praviš na rezervo, me spominja recimo ravno na aktivizem tipa Nike Kovač ali sindikalizem tipa Branimir Štrukelj. No, ampak aktivizma Nike Kovač in sindikalizma Branimirja Štruklja težko jemljemo resno. Ne? Ja. Poglejva zdaj ta klip. Politična volja se je zgradila in to, čemur rečemo skok, se zdaj oblikuje. In jaz verjamem, da bo v polnosti oživel. Če mene vprašate, zakonske podlage so, posebno tožilsko skupino imamo, manjkajo verjetno dodatna sredstva in dodatni kakovostni zaposleni. Ukinjati eno institucijo samo zato, ker je ne maraš, to preprosto ni dobro. In po našem vedenju takšnega organa znotraj EU ni. In to verjetno z razlogom. KPK jim nadzoruje na primer premoženje nad 27,000 zavezanci. Kako naj lahko to izvaja, če seveda ima nad sabo organ, ki pripada izvršilni oblasti. Ja, evo. Kako resno lahko jemljamo. Protestni glas, še preden je vlada prisegla. Ne? In recimo na podoben način so tudi zgodba teh, še ena frontica, ki jo je pa vlada, bom rekel, celo bi rekel, strateško odprla, sindikalne članarine. Nekako so vrnili sindikatom, zdaj leva stran opozarja, če šle nekdo sedi v prvi vladi in že so jih pobuči. Jaz bom rekel tako, ko sem jaz to slišal, jaz nisem niti vedel prej, da je pri nas ureditev taka, da sindikalne članarine odvaja kar delodajalec. Meni se zdi osebno to zelo ironičen način, z dveh vidikov sporen. Oziroma prvi vidik, kjer je sporen, je, zakaj se ima sploh delodajalec ukvarjati s tem, a je delavcu sindikatu ali ne. In tukaj razumem pravzaprav logiko, ko pravijo v NSI-ju, češ to delamo mi uslugo sindikatom, ker ne bodo več odvisni, oziroma ne bodo več delodajalci spremljali, kateri delavci so njihovi člani. Načeloma ne bi bilo članstvo v sindikatih anonimno. Tako, je pa, razumem pa, seveda v zadju gre pa za nekaj drugega. Gre za to, da pravzaprav s tem, ko delodajalec odvede članarino sindikatu, je to avtomatizem. Je to nekaj, česar človek, torej delavec ne vidi. Pač tistega denarja ni dobil k plači in to je ga celo... ne boli. Ne, ga boli še na drug način. Boli ga, ker misli, da ima nižjo plačo, kot je v resnici ima, ker on vidi tisti znesek na računu, ne pogleda pa plačilne liste, kjer imaš ti A4 ali pa še več postavk. In na ta način sindikati pravzaprav skrivajo, koliko stane članarina v sindikatu. S tem, ko bo delavec sam mogel plačati tisto članarino. Torej, ko mora vsak mesec sam nakazati ali pa vsaj potrditi trajnik, ki se potem vidi na njegovem izpisku na TRR. Potem se bo kdo vprašal, ali res jaz rabam tak visok znesek plačevati, recimo Branimirju Štruklju, in kaj Branimir Štrukelj zame za ta znesek naredi. In potem mislim, da lahko opazno upade članstvo sindikatom, pa ne zato, ker bi jih vlada nagnala, ampak zato, ker bodo ljudje
se začeli spraševati, čakaj mal. A so to res naši predstavniki, ne? Ampak pazi, nobenega hrupa, in jaz bi samo še to dodal na to temo, nobenega hrupa ni bilo v Golobovem mandatu, ko se je vlada Roberta Goloba za identično potezo odločila, ko gre naprimer za delodajalske organizacije tipa Obrtna zbornica. Prej je bilo pred njimi članstvo obvezno, ne? In zdaj je prostovoljno. In je kdo sklical kak referendum ali kaj podobnega, nihče. Mislim, da je po svoje na nek način to tudi prav. Ne? Pač, naj se vsak sam odloči in naj tudi opazi. Ne? Mislim, da je v Sloveniji velik problem ravno to odvajanje od plač, ne? Ko nihče niti ne ve, ne? Koliko plačuje za brezplačno zdravstvo, koliko plačuje za pokojnino, ki jo verjetno v naših generacijah ne bomo videli na tak način, kaj bi bil voljen plačati, če bi moral to iz lastnega žepa sam. Zato pa so SP-ovci problem, ki to plačujemo vsak mesec, ne? Direktno na FURS oziroma na spis. Zdaj sva se posredno že dotaknila naslednjega junaka najine redne epizode in to je Branimir Štrukelj. Kdor naju spremlja vsaj malo pozorneje, ve, da je prejšnji teden bila Safari Special epizoda, kjer sva naredila nič posebnega, tisti due diligence, malo bolj natančen skrbni pregled človeka, ki toliko govori proti elitam, proti kapitalu, pa sva se vprašala, čakaj, a morda ti nisi član elite oziroma del nekega kapitalskega omrežja. Odgovor je prišel, mislim, da na 5 straneh, ne bom zdaj listal posebej, odvetniška družba Peternel, najprej seveda zahteva za umik in članka videa, čeprav je zaklenjen dejansko za naročniško bazo in ni prosto dostopen. Kar pa je najbolj užalilo, ker potem čez prvi 2 strani je govora praktično samo o tem, pa je najina oznaka, da je retorika, javna retorika Branimirja Štruklja dvolična. O čem govorim? Ne? Točno o tem. Če si 30 let borec proti kapitalu, proti tistim, ki veliko zaslužijo, ne? Potem poglejmo, koliko zaslužiš ti in tu je realen problem. To je v resnici tisto, zaradi česar zdaj grozi tako z odškodninskim kot kazenskim pregonom. Odvetniška pisarna je tudi dobila naš odgovor, da umika ne bo. Zakaj ga ne bo? Ne? Sej vmes je v bistvu tema, ki smo odprli, eskalirala tudi javno, kot bova pokazala. Poglej, njegove funkcije in zaslužki, kar je absolutno v javnem interesu, ne? Je torej 6800 evrov, to izračunal ekonomist Matej Lahovnik, bruto plače kot glavni tajnik Sviza, torej vodja sindikata. Če se ne motim, je sicer, on je omenil 57. plačni razred, to je 6622. Pazi, Štrukelj sam je omenil 57. plačni razred, Lahovnik pa je temu dodal dodatek na delovno dobo, ki je pri Štruklju maksimalna, ker Štrukelj dejansko je star toliko, da bi lahko bil že v pokoju, ne? In dobimo torej 6800 bruto približno na mesec, krat 12 lahko izračunaš, pa če zaokroživa na 6,5, mislim, da gre za 78 tisočakov bruto, govorimo o tej res osnovni plači na Svizu. Ne? Potem so nam iz državnega sveta odgovorili, da je v letu 2025 Branimir Štrukelj pri njih vsega skupaj dobil za 17 000 evrov bruto nakazil in iz Modre zavarovalnice, kjer je pa to javno v letnem poročilu za leto 2025 napisano pod prihodki nadzornikov, članov nadzornega sveta, 14 000 evrov bruto. Če se šteješ, je to nekje med 110 in 115 000 evrov bruto in če deliš z 12 meseci, je to 9500 evrov bruto na mesec. Ne? Res, da sestavljeno iz 3 prihodkov, kjer nobeden od njih ne presega te meje za socialno kapico 7500, pa vendarle ne, kot se je potem vprašal novi minister Cigler Kralj, treba se v tej državi, ko govorimo o revnih in bogatih, vprašati, kdo je bogat. In povedati, da je Branimir Štrukelj po vseh slovenskih merilih bogat. Ja, in čeprav njegova osnovna plača, ne, kot smo slišali v tej debati, res ne presega osnovne plače poslanca Janeza Ciglerja Kralja še ta trenutek, ne, pa ko dodamo vse ostalo, Branimir Štrukelj zasluži bistveno več kot Janez Cigler Kralj. Samo še z nečem bi te nasmejal, Branimir Štrukelj je približno 30 let glavni tajnik Sviza, 20 let državni svetnik in 15 let nadzornik Modre zavarovalnice, še to bova, kako že pravi, z diskreditacijskim namenom seštela, ne? In dobiš, da je Branimir Štrukelj pri 69 letih starosti opravil v svojem življenju 65 let funkcionarskih
funkcij. Ne? Torej, celo svoje življenje je to del družbene elite v resnici. Vsekakor elite, ne, in bom dodal še nekaj, ne, ko opozarjajo, ne, češ interventni zakon, proti kateremu se borijo sindikati, ne, uvaja prisilno upokojitev. Ne. Ta prisilna upokojitev, zakaj gre? Ne, gre za to, da ko izpolniš pogoje za upokojitev, pač se avtomatsko upokojiš in se potem dogovoriš z delodajalcem, a boš delal naprej ali ne. Seveda je logično tam, kjer si ti nujno potreben, delodajalcu bo delodajalcu v interesu in nikakor ni res, da bo a priori ta plača nižja, kot kar prejudicirajo sindikati. Problem pa imajo razni kadri, ki so lepo parkirani v raznih javnih službah, od RTV-ja do javne uprave do sindikatov, ne, na nazadnje, ki so že zdavnej zreli za penzion, ampak bistveno večje prihodke doživljajo s plačo, kot bi jih s penzijo, ne, in hkrati pravzaprav, kaj dosti, kot smo videli v času prejšnje vlade, delati ne rabi. In ob tem še retorično vprašanje, tako malo za premislek, ali ne bi Branimir Štrukelj pri 69, po 30 letih vodenja SVIZ-a, lahko tudi to mesto prepustil kakšnemu mlajšemu sindikalistu? Morda. Pogleda pa še ta spopad med bodočim ministrom za kmetijstvo in Branimirjem Štrukljem. Povejte vašim članicam in članom, koliko zaslužite potem tudi s sejninami, pa državni svet, pa s tem, da ste nadzornik v Modri zavarovalnici, da ne govorim o tem, da ste že precej čez mejo priporočeno za nadzornika v Modri zavarovalnici, ob tem pa seveda, glej, vsi, bi rekel, zaposleni v izobraževanju plačujejo drugi steber pokojninskega zavarovanja pri Modri zavarovalnici. Tako da krog je sklenjen in tu je jasno, kakšna je pravzaprav sindikalni interes. Na osebne diskreditacije. Mojo plačo določajo učitelji in učiteljice 54-članski svet in sem v 57 plačnem razredu, kar je manj, kot imate vi. 57. razred, koliko je to? Bruto točno ne vem, ampak manj, kot ima gospod Kralj. To bi bilo 5000 bruto plus približno 1200 na mesec za sejnino na državnem svetu, potem verjetno preko 1000 evrov. Nimam 1200 in to ni plača, gospod Kralj, tudi vaših prihodkov ne seštevamo. No, ampak ker vedno govorite, da delamo za bogataše in se je treba v tej Sloveniji vprašati, kdo je bogataš. In jaz ne pridem čez to čez. Očitno je tu pač sindikalizem prevzel neko drugo obliko političnega boja. Sindikati, kolega Štrukelj, so bili pa čisto tiho, ko je 4 leta leva koalicija pod vodstvom Roberta Goloba skupaj z Levico, kjer ste vi tudi nekajkrat kandidirali, ne, kolega Štrukelj, kopala jamo v javne finance. No, tole zadnje. Jaz mislim, da kredibilnost vseh trditev Branimirja Štruklja, tudi da je, ne vem, danes sončno vreme zunaj, lahko presojaš po trditvi nisem kandidiral za Levico. Pa smo ga vsi videli. Morda res, veš, kandidiral je, mislim, da za Združeno levico. Madoniš. Ja, in to na evropskih volitvah. In prav dobro se spomnim teh sivih kodrov na plakatu za evropsko kampanjo. Ampak to me spominja na tisto, ko Marta Kos reče, ne, nisem delala za UDBO, kjer se je takrat imenovala služba državne varnosti. Tako Branimir Štrukelj ni kandidiral za Levico, ker se je takrat ta stranka imenovala Združena levica. Druga stvar so pa te, veš, prihodki osebni, ne? Kjer pa sploh, mislim, ni vredno omembe v resnici. Človek dobiva 115.000 evrov bruto, ne, res, da se šteto iz 3 virov in govori o družbeni eliti, pač on je pa zagovornik tega skromnega, prezrtega delavca. Jaz mislim, da je fovš, zato ker uniki dobijo ta znesek od ene plače, medtem ko so razbremenjeni, bodo zdaj razbremenjeni socialno kapico, on pa ne, ironično mi je pa samo še toliko pol, on vrže Janezu Ciglerju Kralju, češ, da on je bil izvoljen na te funkcije, zato mu ni očitati, da državljani to plačujejo. Ne? Mislim, kaj pa Janez Cigler Kralj, on je bil tudi izvoljen na mesto poslanca. Ne? Samo še en detajl in to je še vedno letna poročila SVIZ-a niso prosto javno dostopna v sistemu AJPES-a, ker za sindikate veljajo drugačna pravila kot za recimo gospodarske družbe. Lahko ta poročila sicer pridobiš po ZDIZ-ju, ampak se moraš bistveno bolj motivirano potruditi. Ne? In zdaj malo sem se poigral z zgodovino in našel 2 zanimiva citata. 2009, pazi, to je res dolgo nazaj, je Borut Sajovic, ki zdaj vodi poslance Svobode, bil takrat poslanec LDS-a, včasih Katarine
Kresal in je govoril, da se strinja, da morajo sindikati, prav SVIZ konkretno je omenil, bolj transparentno poslovati in objavljati svoja poročila na svetovnem spletu. 9 let kasneje, leta 2018, pa na kongresu SVIZ-a, poglej, prav zapisnik imam pred sabo, Branimir Štrukelj je ugotovil, da je verjetno nastopil čas, ko se v SVIZ-u lahko bolj transparentno pokaže finančno stanje. In potem, pazi, statut SVIZ sicer ne predvideva poročanja članstvu o finančnem stanju sindikata, vendar bi bilo po mnenju Štruklja prav, da bi v naslednjem mandatnem obdobju uvedli tudi to prakso. No, zdaj od tega skoraj 9 let, ne, in te prakse še vedno ni. Ja, le zakaj? Smo pa mi zdaj v odprti del epizode dali, bom rekel, te stvari zelo transparentno, tako da morda, če je Branimirja Štruklja zmotilo, da s svojimi revnimi prihodki si ne more privoščiti naročnine na zanima.me, kjer bi prejšnji teden lahko te stvari že videl iz prve roke, je zdaj dobil pravzaprav transparentno te podatke, da jih lahko pogleda vsem dostopno. Preden greva naprej, bi rekel samo to, Zoran Janković je potežal cca 13,000 podpisov umaknil odlok o spornih parkirninah. Zdaj, če bo pa tole vendarle ostalo na mizi kot tožba, pa se izrazito veselimo tega. Tako bo zanimivo, ne? Evo, zdaj pa bom rekel na hitro še čez nekaj front tega tedna, ki jih imajo pa drugi, nebodoča vlada in sicer Svoboda konkretno je menda od tistega glasovanja o Janši in 51. misterioznega glasu iskala izdajalca v svojih vrstah. Morda pogledal najprej ta posnetek. To je tudi ironija zgodovine, kar bo zdaj predvajano. Kaj pomeni ta glas? Z naše stranke ta glas gotovo ni prišel. Ste se znotraj vajnih strank pogovarjali o tem, kdo je ta skrivnostni glas dal, gospa Katič? Jaz lahko zagotovim, da se strani Socialnih demokratov ni prišel Gibanje Svoboda. Ni, to smo v stališču jasno in glasno povedali svojim poslankam in poslancem, zaupam. Nihče od njih ni dal tega glasu. Točno vemo vsi, da je ta glas prišel iz opozicije, ker od druge ni mogel in zdaj šefi, mislim, dobro, pač poslanci vseh treh strank nas pri belem dnevu prepričujejo, da pri njih ne. Po drugi strani se pa vendarle v poslanski pisarni Svobode dogaja cela hajka okrog tega, kako najdeti izdajalca. Ja, jaz sem slišal sicer dve špekulaciji. Era je celo, da naj bi morda Svoboda skušala na ta način prisiliti socialne demokrate k večji opozicijski disciplini. Zakaj? Svoboda bi vrgla eno glasovnico za Janšo, ki bi jo potem, ker je tajno glasovanje, pripisali Hanu in s tem recimo, ker Han velja kot nekega bolj spravljivi voditelj, recimo na levi, in ga na ta način prisiliš, da nastopi bolj ostro skupaj z ostalimi iz opozicije, morda celo, mislim sicer, da to ni neka nevarnost, pa vendar ne, da ne bi podpisal kakšnega partnerstva za razvoj ali kaj podobnega, ker bi to koristilo socialnim demokratom, Svobodi in Levici, pa ne. Zdaj, mislim sicer, da je ta opcija nekoliko za lase privlečena, glede na to, da prihajajo informacije iz Svobode, da so panično iskali, torej, da ne gre za dogovorjeno, razen če bi bila to takšna zarota. No, pa če bi Robert Golob bil tak strateg, potem zadnja 4 leta ne bi tako zgledala. In celo se je govorilo, da je bil Janša dogovorjen celo za 52 glasov, pa je potem eden zatajil, eden pa vendarle torej dal tisti dodatni glas. Zdaj, kdo to je, ne vemo. Vsekakor pa ne, če so ga v Svobodi že našli. Ja, angažirajo se neuradno je slišati zelo in sicer med sabo so fotografirali glasovnice na tisti dan glasovanja, tako je slišati, kasneje, to pa ne vem, ali se ravno kar dogaja, pa naj bi celo preko strokovnih služb Državnega zbora v skladu z zakonom, ki se ga sicer novinarji poslužujemo, o dostopu do informacij javnega značaja, zahtevali vse glasovnice, ne samo njihove, in bi jih potem lahko s svojimi pofotografiranimi primerjali in potem iskali, a je pri njih, a je v Levici, a je v SD-ju in tako naprej. Bom rekel samo to, toliko so imeli zapovedati o križcih, krožcih, zvezdicah in ne vem še čim, ko je šlo za volitve Zorana Stevanovića, pa bom rekel, tisto ni bilo lepo, pa tudi to ne. Ja. Še enkrat greva posredno na KPK in sicer neke nove ugotovitve, novo poročilo v zvezi z zadevo Karigador in Robertom Golobom.
Zdaj tako, po eni strani v luči razkrajanja KPK-ja, ki se bo nekako pripojil k novemu skoku, ali pa naj bi se vsaj neuradno. Ali drugače. Tako, se mi zdi, da vodstvo KPK-ja vendarle želi tudi Janši pokazati, glej, sej delamo nekaj tudi na drugo stran, nekaj preiskujemo Goloba in tako naprej. Čeprav je hkrati to možno videti samo kot nov dokaz, da je KPK v bistvu orodje prerasporejanja moči itak kulturnega boja proti desnici, ampak znotraj levice pa orodje prerasporejanja moči znotraj levega pola in bi lahko recimo v teh potezah KPK-ja glede na časovni kontekst, kamor so zdaj padle v oblikovanje nove vlade, pa v novo opozicijsko držo Roberta Goloba, lahko celo rekli, glej, to je prvi korak tega, da si levi pol po Robertu Golobu išče nekega novega voditelja. Ja, je pa ironično, da ko je KPK poskušal iz politike umikati vidnejše politike, dosegel ravno nasprotno. In tisti, ki jih je poskušal odstraniti, še vedno v največji meri krojijo. Ta glavna dva, Janša, ki bo zdaj v kratkem imel polnokrvno 4. vlado in Janković. Župan glavnega mesta. Tako da, glej, druga stvar na dvoru, če govoriva o paru Robertina, pa je prehranske smernice, ki jih je prav kot kukavičje jajce tik pred iztekom mandata v bistvu podtaknila ta odhajajoča koalicija. Konkretno, to so take zelo tekoče posli. Res najbolj nujne krizne stvari v tej državi, preden se oblast preda. Lej, to jaz vidim kot res tist vehementen izkaz zlorabe moči in vpliva tik pred odhodom samo zato, ker mi to lahko. Mislim, da je Golob zadnje dni nekajkrat ponovil, še vedno smo edina legitimna vlada, pa čeprav v tekočih poslih, dokler pač ne grem, in očitno se tudi Tina obnaša po tem principu, ker roko na srce, pač te nerazumnosti, govora pa je o 300 gramih mesa na teden, če prevedeva to v mal ljudski jezik, dva taka povprečna zrezka, pri čemer moraš še vso salamo, recimo, ki jo je nekdo vajen za zajtrk ali pa pri malici pojest, vštet zraven, je to bolj, en dober zrezek pa malo salame zraven na teden. To nam torej kot Slovencem želijo priporočiti. To so pač tipične ideje Tine Gaber Golob. Tipične ideje, bom rekel, tega veganskega interesnega lobija, ki pa ga tudi prehrambeni strokovnjaki pravzaprav opozarjajo, da je netočen, da je to škodljivo, še posebej pa, ko govorimo o otrocih. Ampak to tega veganskega lobija, ki praznuje 40 let, medtem ko se oblast prenaša iz leve na desno in tam v restauraciji Mio Nono poje 13 kg stejkov in 18 kg rib. Ja. Očitno so dnevno oziroma mesečno kvoto zapolnili na žurki, zato da so lahko pol ostale dni na čičeriki. Preden zavrtiva klip, postavni mladenič, ki ga boste na posnetku videli ob Tini Gaber Golob, naj bi bil eden od soavtorjev prehranskih smernic. Poglejmo. Prvi nasvet. Pokojite meso, rdeče meso in mleko, maslo, jajca. Lahko živite brez zdravil, če spremenite način življenja. So pa zdaj objavljene smernice glede tega zelo rigorozne. Po hitrem pregledu lahko ugotovim, da najbrž ni nobene države v Evropi ta hip, ki bi imela strožje smernice, kot so te, ki so bile v petek objavljene, z vidika vnosa živil živalskega izvora. Ok, se pravi zdaj, če povzameva Katarina Bervar Sternat, kar težka kombinacija, pravi, da nikjer v Evropi ne obstaja organ kot je skok, čeprav vemo, da vsaj Hrvaška pa Italija ima sta zelo podobne zadeve, medtem ko na Inštitutu za nutricionistiko pravi, da nikjer niso videli tako rigoroznih prehranskih smernic, kot so te od Tine Gaber Golob. Ampak greva midva naprej. Seveda, gre pa potem za biznis, seveda prehranskih dopolnil, ker če ti živiš samo na, bom rekel, zelenjavi, rabiš nekje dobiti pač tista hranila, ki jih ima samo živalska hrana. Tako da to pa je problem. Evo, pejva naprej. Vse, kar politika tako ali drugače počne, seveda počne zakaj? Za to, da bi jo ljudstvo imelo bolj ali manj rado, zaradi neke javne podpore. Mediana je namerila to podporo za Pop TV, ni kakšnih velikanskih pretresov na tej lestvici. SDS je prehitel Svobodo. Svoboda se je malo osula, to je po mojem logična posledica procesov, ki jih ravno kar opazujemo. Tretje in vsa ostala mesta so enaka. Edino ena sprememba je, zanimivo mi je, recimo, da ob javnomnenjskih težavah Logarja, ki je tudi kar precej napadan v medijih zaradi svojega prestopa v desno-sredinsko koalicijo,
so demokrati ohranili nekako predvolilni nivo podpore, medtem ko je kar močno padla Stevanovićeva resnica, ki jo je prehitev ponoven spet eden najbolj priljubljenih politikov v državi. So očitno na levi strani ugotovili, da brez njega ne gre, Vladimir Prebilič, ki je tudi na tisti personalni lestvici z največjo podporo, mislim, da zdaj spet na 4. mestu. Personalna lestvica, vemo, da je pač, bom rekel, lestvica, kdo je največja vanilja v državi, kdo je zares priljubljen, tako da pač tukaj kititi se z tem uspehom pravzaprav ne pomeni kaj dosti. Je pa Vladimir Prebilič naredil neke čistke v stranki, ki bi rekel, bi si upal reči, bi jih mogel narediti že zdavnaj pred volitvami, pa bi morda lažje presegel parlamentarni prag. Neke spremembe v stranki, pa tudi taki signali, kot so te ankete, kažejo, da morda pa vendarle kljub drugačnemu vtisu, ki so ga pustili na volitvah, ta Prerod in Prebilič še nista rekla svoja zadnje na državnem nivoju. Kaj so naredili v zadnjih dneh? Zamenjali so generalnega sekretarja, glavnega tajnika stranke, odslovili Braneta Golubovića. Midva sva imela kakšno epizodo tudi o njem, ko sva rekla, da je po eni strani ustavljal napade ravno na Zorana Jankovića, čeprav je Prebilič želel to kampanjo štartati na temo korupcije Jankovića in tako naprej, in na Goloba, po drugi strani je pa pozornejšim opazovalcem sestavljanja liste za državnozborske volitve pri Prerodu ni ušlo dejstvo, da je na račun nekaterih bolj recimo kadrov po liniji Prebilič, je na listo uvrščal kadre po liniji LMŠ oziroma v bistvu po novem Gibanje Svoboda, ker sta to združeni stranki. Ni nam šlo, da je tudi ravno v času, ko je postal generalni sekretar stranke Prerod, ki naj bi izzivala Svobodo, dobil službo za nedoločen čas v javni upravi. Za kmetijske trge, v osončju kmetijskega ministrstva. Ki je spadalo pod, oziroma še vedno spada pod kvoto Svobode, Mateja Čarošić. Pričakovati, da je Svoboda koga strokovno, čisto neodvisno v tistem trenutku nagradila, ko je pravzaprav napredoval v konkurenčni stranki, pa lahko rečemo samo verjetno svizec potem še zavije čokolado. To si mislil Branimir Štruklja. Dušan Vučko je nasledil Braneta Golubovića in zanimivo mi bo, s tem sklenemo opazovati, kaj bo s to stranko recimo v kontekstu lokalnih volitev jeseni. Drži, zaključila pa morda še res z koncem. Boleča tema zame, mislim, da sva jo zelo odmevno takrat lansko jesen. Konec oktobra je se zgodilo. Govorimo o primeru Šutar. Pretresuje Dolenjsko, pretresuje celo Slovenijo. Takrat je politika oziroma takratna vlada Roberta Goloba dala strašno visoke obljube in strašno velika pričakovanja s tem. Sama ustvarila glede pregona z novim Šutarjevim zakonom. Na koncu imamo, kar imamo. Sodbo, ki je v bistvu res prav nekje v sredini teh sodne prakse v Sloveniji za podobna dejanja, torej za posebej hudo telesno poškodbo z smrtnim izidom, 6 let in 9 mesecev na koncu in še nižja kazen bi bila, če ne bi upoštevali predkaznovanosti, pri čemer je sodnik izjavil tudi to, da bi bila kazen roko na srce nižja, tudi če primer ne bi bil javno tako zelo odmeven. Torej na koncu imamo, kot je rekel župan Ribnice, tudi najin takratni gost, Samo Pogorelc, uničeno življenje, uničeno družino in na drugi strani 6 let in 9 mesecev, kar bi bilo v praksi 5, če ne bi bili tako pozorni, kot smo bili, recimo. Žalostna resnica o slovenskem pravosodju bi jaz dodal. Še več, potem kot posledica te smrti smo lahko vehementno videli Roberta Goloba, ki je na vso silo sprejel Šutarjev zakon, ki je zdaj vsaj na delih razveljavljen na ustavnem sodišču. Pa še nekaj je mene kot dolgoletnega medijskega ustvarjalca res spodbodlo. Razumem vzgib, zaradi katerega so, uredniško ga razumem, zaradi katerega so vsi dominantni mediji zaprli pipo pri komentarjih, ko je bila novica o višini sodbe, oziroma višini kazni, pa vendarle. Slovenec, ki je ta teden želel zapisati na kultiviran način, da se mu ta kazen ne zdi primerna glede na posledice, tega ni imel pravzaprav zapisati nikamor. Poglejmo morda za zaključek še nekaj izsekov iz tega. V 40 letih vem iz svoje prakse, da tožilci in sodniki ne zadovoljujemo glih želja javnosti, ampak
ravnamo po zakonu. Se vam zdi dovoljšna ta kazen, preniska, previsoka, glede na to, kaj vse vemo o tem primeru? Poglejte, jaz sem enostavno zgrožen, da je človeško življenje, pa ni pomembno, kdo je storilec ali je po etični pripadnosti, sploh ne, ampak človeško življenje, a veste, tukaj gre za, izgubili smo človeka, družina je izgubila ožjega družinskega člana, izgubili so prihodek in v bistvu njihovo življenje je kar uničeno, če sva čisto konkretna. Tožilstvo in pa sodstvo nimata, bom rekel, neke realne slike, kajti po 6 letih se tak storilec ne bo ravno strinjate? Da je to bistvo, da se storilec po 6 letih ne bo spremenil, ne? Sploh glede tudi na njegovo preteklost. Žalostno mi je res, da smo na koncu dobrega pol leta kasneje ostali pri v bistvu niti ne tako ostri kritiki dveh županov, novomeškega in ribniškega, in to je to. Javna razprava je zaključena. Ja, naj počiva v miru, bom samo tukaj rekel, in pa še en izziv za prihodnjo vlado, torej varnostna situacija. Na zadnje do neke mere je Šuterjev zakon tudi v začetku učinkoval, ne? Potem po tistih razveljavitvah odtegovanja socialnih pomoči za resne prekrškarje, pri čemer se res sprašujem, ne? Če je nekdo tako, ne? Ker tukaj ni šlo za prvi prekršek, ampak ne vem, za 4., če se ne motim, ne? Torej, če je nekdo tak rekel, povratni prekrškar, zakaj bi ga mi kot družba še naprej financirali socialno pomočjo, ne? Ampak to je, bom rekel, spet izziv za nastajajočo vlado. Ne? Resen Ku Klux Klanovec s temi komentarji v nekaterih očeh. Težek, že dolgo. Evo, pri koncu redne epizode smo. Nekako vidim, da v časovnih gabaritih preteklega tedna, kar glede na burno dogajanje in hitrost tega dogajanja ni presenetljivo. Za konec pa seveda vabilo v sobotni jutranji epizodi Safari Special. Tako je, ne? Torej, kot že omenjeno, lotili se bomo izzivov Francija Matoza in izgubljenega resorja stranke SLS, tako da ne zamudite. Ja, 2 politična trilerja v bistvu te prihajajoče vlade desne sredine v posebni epizodi za naročnike in podporo. Na portalu zanima.me, če želite odkleniti torej to epizodo, kliknite na gumb naroči, za tiste, ki še niste, ustvarite profil, 69 € na leto postane naročnina, ki omogoča portalu zanima.me in naši celotni ekipi, da še naprej delujemo neodvisno in aktivno kot do sedaj. Bodite lepo. Se vidimo prihodnji teden.